Pozdravljeni. V sklopu akcije Naprej v preteklost danes spregovorimo o okraševanju božičnega drevesa. Najprej nekaj simbolike. Torej, samo drevo naj bi pomenilo simbol neke topline, dobrote in zaradi tega naj bi ga začeli tudi okraševati. Okraševati so začeli jelke oziroma smreke, ker so to zimzelena drevesa in kot taka predstavljajo večnost, neko upanje. In prav upanje je v krščanskem svetu tisto, o katerem je največ govora, in tudi v času Jezusovega rojstva je to dobilo še večji poudarek. Kako je bilo torej z okraševanjem božičnega drevesa, kje izvira, kdaj so ga prvič postavili? Na vsa ta vprašanja pravzaprav ni enoznačnega odgovora. Obstaja pa nekaj legend in morda je katera izmed teh celo tudi prava. Pravijo, da naj bi okraševanje božičnih dreves pravzaprav izhajalo iz nemške tradicije. Tam so jih začeli okraševati z jabolki, pozlačenimi orehi, posrebrenimi lešniki, papirnatimi okraski in kasneje dodali tudi sveče. Celo pisni vir iz prve polovice 16. stoletja omenja, da stoji božično drevo v katedrali v Strasbourgu. Kako je bilo pa pri nas z okraševanjem božičnega drevesa? Ta nemška tradicija se je seveda pred drugo svetovno vojno pojavila tudi pri nas, torej okrašene jelke in smreke poznamo. Ta so okrašena prav s temi dobrotami, katere smo omenili že prej. Po drugi svetovni vojni pa se decembrska praznovanja, povezana z miklavževanjem in božičem, preusmerjajo v praznovanje novoletne jelke. Z uveljavo novega družbenega socialističnega sistema se je namreč praznovanje preusmerilo veliko bolj v ta prehod iz starega v novo leto. Pride tudi nov obdarovalec, to je Dedek Mraz, in vsa ta praznovanja se pravzaprav povežejo v eno celoto prav s tem praznovanjem. Kako je pa danes? Danes je z kapitalistično potrošniško družbo pravzaprav božično novoletno vzdušje lahko zaznamo že konec novembra v naših trgovinah in tudi v naše domove. Tako prihajajo božične jelke že veliko prej, že na začetku decembra. Zaupajte nam tudi vi, kako je z vašo tradicijo okraševanja božičnega drevesa, in tako bomo lahko dopolnili zgodbo, kako je z okraševanjem drevesa danes. Lep pozdrav!